naši novinarji še naprej obiskujejo kandidate. Tokrat so bili na strojni fakulteti, kjer dela nosilec liste SLS, Peter Gregorčič. Nas pa zanima, kaj dela tam on? Šraufa? Švaca? Tukaj se ukvarjamo z uporabo laserjev za več namenov, v medicinske namene, v obdelovalne namene in tudi za namene meritev. Tako da moja glavna naloga je opravljanje raziskav, prijavljanje projektov in potem izvajanje teh projektov. A se meni sam zdi, da je tle prišel do enega nesporazuma, a on ve, da gre na evropske volitve. Ker meni se zdi, da on misli, da gre na volitve za CERN, za laboratorij za jedrske raziskave in fiziko osnovnih delcev. Jaz mislim, da ga je nekdo pretental. Človek je fizik, zakaj bi šel za evropskega poslanca? Mislim, laboratorij, pa čak, v laboratoriju imaš vznemirljive mašine, a nimaš? Imaš knjige, je raziskovalni duh v zraku, delaš raziskave, v parlamentu imaš pa von der Leyenovo. Jaz ne bi tega menil. Pa očitno ne gre pri njem za tisti sindrom, ki smo ga zadnjič ugotavljali, da gredo za politike tisti, ki so jim ostali plani splavali po vodi. Ker je očitno dober. A da bi v Bruselj poslali raziskovalca strojnega faksa? Ni čudno, da jih moramo pol z Indije uvažati. Me pa zanima, kaj je gospoda Gregorčiča navdušilo za njegov poklic? Za fiziko sem se navdušil v osnovni šoli. In sicer, ker sem imel izjemnega učitelja in tudi sam menim, da so učitelji tisti, ki definirajo naše poklice. Zato je osnovnošolsko izobraževanje izjemno pomembno. Jaz sem imel potem še eno drugo srečo, da sem imel v srednji šoli izjemnega učitelja tudi matematike. Resno? A da ostaja prijazen učitelj matematike pa fizike? A ste imeli kakega? Res? Prijazenga? Ne. Evo spet. Cviček. Ko te je navdušil nekdo, ki cveke tala? No, je pa to še razlog več, da gospoda Gregorčiča ne pošljemo v Evropo. Če se je naveličil pač službeno strojnem faksu, bi ga morali ministrstvo za šolstvo najeti za promocijsko akcijo Matematika moj najljubši predmet. Ali pa ljubim matematiko. Jaz vidim serijo odličnih influencerskih videov. Gregorčič hodi v krog, veš, prepričuje mladino. Veš, matematika, ali pa pride do enega pretepača mladega, ki je pretepil neko babico, ko jo brca. Ej, Boba, si poskusil z matematiko? Nisi, ne? Če ne bi vedel, da je magično število 7 in da jo treba 7-krat brcniti, da se ne pobere več. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.